Spoštovane profesorice, spoštovani profesori slovenščine. Moje ime je Aleksandra Lutar Ivanc in sem urednica učbenikov za slovenščino. Dobrodošli v družbi Mladinske knjige založbe in dovolite mi, da se vam najprej zahvalim, da ste se odzvali našemu povabilu na predstavitev novega učbenika za slovenski jezik v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah Moč jezika. V začetku decembra ste prejeli svoj osebni izvod novega učbenika Moč jezika s pismom avtorjev, v katerem so vas nagovorili z izbranimi besedami in vam povedali, zakaj si novodobna materinščina zasluži nov pristop pri poučevanju dijakov v srednješolskem izobraževanju. Upam, da ste imeli čas že učbenik tudi prelistati, kajti v nadaljevanju vam želimo predstaviti njegovo natančnejšo vsebinsko in konceptualno zasnovo, da boste skupaj z nami čim bolje opremljeni za ustvarjanje nove prihodnosti pri poučevanju slovenščine. Učbenik Moč jezika smo pospremili z besedami avtorja koncepta in najaktualnejšega sodobnega jezikoslovca, dr. Kozme Ahačiča, ki pravi: če želimo razumeti sodobni knjižni jezik, moramo poznati njegovo zgodovino, razumeti okoliščine, v katerih nastaja, opazovati njegovo realno rabo in vedeti, kako deluje njegov sistem. Če knjižni jezik razumemo, pa se vanj zlahka zaljubimo. Nov učbenik Slovenski prostor prinaša prelomnico pri poučevanju materinščine, saj vsebino podaja z novim sodobnim jezikovno-didaktičnim konceptom. Učbenik z vajami za prvi letnik uvodoma vsebuje strnjeno ponovitev jezikovnega, slovničnega in pravopisnega znanja iz osnovne šole. Sledi obravnava snovi po učnem načrtu, vsako poglavje pa se zaključi z vajami za ponovitev. Na koncu prvega in drugega dela učbenika je še celostna razčlemba neumetnostnega besedila, vse vaje pa imajo tudi rešitve. Učno gradivo je zasnovano tako, da pri dijakih krepi občutek, da iz letnika v letnik gradijo svoj jezik kot povezan sistem jezikovnih enot. Dijaki ob enem učinkovito usvajajo veščine kritičnega opredeljevanja ter argumentirano poustvarjajo in aktualizirajo različne vsebine, s pomočjo katerih postopoma postajajo suvereni tvorci besedil in vešči govorci. Učbenik premišljeno upošteva razporeditev snovi in vsebin v okviru predvidenih pedagoških ur, in sicer tako, da je še vedno zadosti časa za kakovostno pripravo na maturo. Učno gradivo ima tudi interaktivno nadgradnjo za profesorje in dijake s sodobnimi načini učenja jezika z interaktivnimi aplikacijami in spletnimi povezavami do jezikovnih vsebin po meri dijakov. Tako ima vsak učbenik dodano kodo za dostop do interaktivnih vsebin. Učbenik Moč jezika je tudi potrjen pri strokovnem svetu. Vkolikor bodo dijaki pri pouku imeli svoj lastni izvod učbenika, bodo vaje lahko reševali vanj. Če pa imate v šoli učbeniški sklad, pa bo dijak imel učbenik izposojen, bo vaje reševal zvezek. Naslednje smo tudi v učbeniku opozorili v opombi nad vajami. Avtorji novega učbenika prihajajo tako iz znanstvenega kot iz srednješolskega okolja in imajo najbolj pristen stik s pedagoško realnostjo. Izredni profesor dr. Kozma Ahačič je avtor koncepta novih učnih gradiv, je najaktualnejši sodobni slovenski jezikoslovec, ki razmišlja in se ukvarja z jezikom s posebnim občutkom in spoštovanjem do tradicije razvoja slovenščine. Je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in vodja inštitutskega raziskovalnega programa, kjer vodi več različnih projektov. Eden najbolj prepoznavnih je zagotovo vodenje in urejanje jezikovnega spletnega portala Fran s sodobnimi slovarji in pravopisom. Je tudi avtor številnih jezikovnih publikacij, člankov, priročnikov, šolske slovnice in esejev razmišljanj o jeziku. Soavtor dr. David Puc je dolgoletni profesor slovenščine na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani in je avtor strokovnih člankov in učbeniških gradiv. Soavtorica dr. Irena Krapševo-Dopivec prihaja iz Škofijske gimnazije v Vipavi,
Opravlja tudi raziskovalno in svetovalno vlogo pri aktivnostih Zavoda za uporabno slovenistiko Trojina, povezanimi z analizo in izdelavo pedagoško naravnanih jezikovnih virov za slovenščino. Je tudi avtorica številnih jezikovnih publikacij in dolgoletna seveda profesorica slovenščine. Soavtor izredni profesor dr. Matej Šekli je zaposlen na oddelku za slavistiko Ljubljanske filozofske fakultete in je hkrati sodelavec in raziskovalec na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Njegova znanstveno-raziskovalna področja so primerjalno jezikoslovje slovanskih jezikov, zgodovinska slovnica in narečjeslovje slovenskega jezika. V nadaljevanju predajam besedo avtorjem učbenika, in sicer z mano so danes dr. Kozma Ahačič, dr. David Puc in dr. Irena Krapš-Vodopivec, ki bodo z vami delili svoje misli o novem učbeniku Moč jezika, in sicer zakaj je novi učbenik prelomnica za poučevanje materinščine v slovenskem prostoru in kako uspešno vpeljati novo gradivo v vaš pedagoški proces dijaki. Še preden pa predam besedo, vas le še povabim, da kolikor imate kakršnokoli vprašanje v povezavi s predavanji in novim učnim gradivom, da nam pišete. Mi pa vam bomo na koncu webinarja nanje odgovorili. Tako, sedaj pa najprej vabim k besedi prvega govorca, dr. Kozmo Ahačiča. Izvolite, dr. Kozmo Ahačič. Ne slišimo. Dober večer vsem. Se slišimo zdaj? Ja, zdaj. Hvala, da ste si vzeli čas v tem decembrskem večeru. Za nas je to, da lahko predstavljamo novi učbeniški komplet, v resnici velik dogodek. Verjamem, da vsi, ki ste si te učbenike ogledali, malo že slutite, zakaj. S tem se namreč končuje neko daljše obdobje prizadevanja za spopad z enim od najtežjih izzivov za vse učiteljice in učitelje, profesorice in profesorje slovenščine. Danes namreč učite v obdobju, ko je poučevanje zagotovo bolj zahtevno, kot je bilo kdajkoli prej. Verjetno to na nek način občutite tudi sami in morda se celo čutite nemočne včasih, da ob občutku, da same predispozicije za jezikovno znanje pešajo, da učenci potrebujejo več časa za spopadanje s knjižnim jezikom, da veliko berejo, ampak berejo slaba besedila, prek spleta in da niso kos z zahtevnejšim romanom, zahtevnejšim neumetnostnim besedilom. Vse to so zadrege, če vas lahko potolažim, celotne Evrope in verjetno tudi celotnega sveta. Za Evropo imamo raziskave, zato lahko rečem celotne Evrope. Svet se namreč je spremenil in na srečo smo v Sloveniji tudi dovolj hitro registrirali, da se bo spreminjal v tej smeri. To pa seveda pomeni, da se morajo tudi pristopi k pouku v malenkostih, ne bistveno, ne drastično, ne z nekimi rezi, korigirati, da bomo lahko z istim trudom, kot ga že zdaj vlagate v pouk slovenščine, preprosto dosegli še boljši rezultat. Zdaj, že leta
2014 je bil glede tega storjen prvi korak z začetkom vzpostavljanja portala Lafran. Namen Frana, če se omejimo zgolj na srednje šole, je bil ta, da se skuša dobiti hiter servis tudi za jezikovna vprašanja mladih. Naslednja stopnja sta bili moji slovnici za osnovne in srednje šole, kratkoslovnica in slovnica na kvadrat. In namen teh slovnic je bilo postaviti osnovo za naprej. Osnovo neke celovite šolske slovnice, kakor je v bistvu skoraj da od leta 1976, ko je v bistvu na začetku 70-ih let že začel Jože Toporišič delati svojo reformo slovnice, pa potem vse do danes ni bilo. Tedaj je bila to res dobra in koristna reforma in vsaka takšna reforma šolske slovnice se more dogajati kot odziv na čas okrog nas. V septembru je bil storjen še en korak naprej. Dobili smo portal Franček, ki bo sicer v prvi vrsti uporaben za dijake, mislim, za učenke in učence se opravičujem, ja, zdaj mi je pa uspelo deliti, za učenke in učence v osnovni šoli, kljub temu pa omogoča tudi iskanje, če nastavimo tu zgoraj srednjo šolo, po najrazličnejših značilnostih določenih besed, prilagojeno srednješolcem, sicer tistim srednješolcem, ki še niso popolnoma vešči portala Fran, ponuja namreč podatke o pomenu, o sopomenkah, o pregibanju besed, o izgovoru besed, o frazemih, v katerih se pojavljajo besede, o narečjih, o izvoru besed in tudi o zgodovini vsake besede. Tu vidimo, naprimer, da se je beseda nož pojavila leta 1578, da se je potem uporabljala tudi v 17. 18. stoletju in da ji lahko sledimo tudi v 19. stoletju, ali pa naprimer, da je beseda nož ena od narečno najbolj raznovrstnih besed. No, ampak, kaj še stoji za Frančkom? Za Frančkom stoji še cela spletna stran, ki se imenuje Kje je kaj v slovnici. In po tej strani lahko brskamo na ravni celotnega slovničnega sistema na tak način, da se postavimo na določeno jezikovno vsebino in da lahko vi kot profesori na srednji šoli ne samo dobite neko osnovno informacijo in vaši dijaki, dijakinje, da dobijo neko osnovno informacijo o določeni slovnični vsebini, ampak tudi lahko primerjate, kaj so se o tem učenci naučili v osnovni šoli in kakšna so potem pričakovanja na srednješolski ravni. S tem smo povezali tudi informacije o najpogostejših napakah,
ki jih delajo učenci, nasvete iz jezikovne svetovalnice in pa tudi vaje, zaenkrat samo za osnovno šolo, ampak delamo tudi na srednješolskih. Zakaj vse to kažem? Zato, ker je naš učbenik še en korak naprej. Ta učbenik želi povezati vse to, kar imamo. Torej, šolski slovnici, možnosti, ki jih ponujata Fran in Franček, hkrati pripravljati čim bolj kvalitetno dijakinje in dijake na maturo, za katero tudi verjetno opažate, da gre že nekaj zadnjih let v smer, ki jo kažemo. No, in pa tudi ravno danes je strokovni svet se seznanil z novimi smernicami za nove učne načrte in zelo si želimo in verjamemo, da bo šel pouk slovenščine v pravo, malce korigirano pot. Kaj je namreč tisto, kar skušamo sodobnega prinesti v pouk slovenščine? Odgovor na sedanji čas. Na čas, ko je od vsega najbolj pomembno, da se dijakinje in dijaki znajdejo v tem jezikovno povsem kaotičnem svetu. Skratka, ravno zaradi tega časa potrebujejo dijakinje in dijaki dober okvir, v katerega bodo lahko nalagali svoje znanje. Potrebujejo slovnico, ki ne bo nerazumljiva, hkrati pa bo seveda tudi intelektualni izziv. In zelo pomembno za ta čas je, da dijaki vse, kar se dogaja pri jezikovnem pouku, razumejo v globino, da razumejo, zakaj se v jeziku nekaj dogaja, kajti načini učenja današnje mladine so, kot sami dobro veste, takšni, da v primeru, da se učijo stvari, ki so jim nejasne, ki se jim zdijo preveč zapletene, se enostavno napifljajo, ko je potrebno, potem pa stvari odložijo nekam ven iz spomina. No, in kar je še pomembno za današnji čas je, da dijakinje in dijaki čim bolj usposobimo v to, da bodo vedeli, kje poiskati odgovore na svoje vprašanja, tudi ko bodo enkrat starejši. Morda imamo danes pri pouku prevečkrat občutek, da si mladi ne želijo dobro znati in obvladovati knjižnega jezika. Ta občutek je v resnici povsem zgrešen. Želijo si, vendar pa imajo vedno bolj občutek, da ne zmorejo, da jim je to, da jim je knjižni jezik nekaj nedomačega, nekaj nedosegljivega. In ravno to šibko točko želijo nagovarjati te učbeniki. Zato sem res vesel, da so učbeniki po dolgem času razmisleka končno prišli na plan. S temi učbeniki, če ste jih listali, to že veste, želimo izboljšati pouk, ne zato, ker bi bil zdaj slab, ampak
z drobnimi namigi, kako se je možno tega lotiti še drugače, no in hkrati olajšati vaše delo. Učbenik sledi sodobni slovenski šolski slovnici, prinaša besedila, ki so jih dijaki navajeni, kratka in učinkovita besedila, hkrati pa zna iti dovolj v globino, da vzgaja tudi za branje zelo zapletenih besedil. Snov je sistematično razporejena, kar je za današnjega mladega bistveno. Če pogledamo v leto 1998, ko so se pojavili prav tako tedaj zelo moderni učbeniki, v tistem času so morali učbeniki nagovarjati nenadno zadrego mladih, ko so bili obkroženi z neštetimi besedili različnih vrst. Danes je izziv povsem drugačen. Danes se dijaki in dijakinje že v osnovni šoli prek svojih mobitelov spoznajo z različnimi besedili. Celo več besedila so začela postajati močno, besedilne vrste so začele postajati močno prepletene in če se preveč osredotočimo zgolj nanje, lahko začnejo dobivati mladi občutek, da jih učimo nekaj, kar ne obstaja. No in podobno kot so se leta 1998 spoprijeli z zadrego glede besedil, tako se moramo danes spoprijeti z zadrego občutka nemoči v tem digitalnem svetu. Zato je razporeditev snovi sistematična, dajemo prednost razmisleku, razumevanju pred faktografijo, kar ne pomeni, da je učbenik nezahteven. Samo ravno takšna vrsta učbenika, kot smo ga zasnovali, omogoča vsakemu od vas, profesoric in profesorjev, da prilagodi pouk svojemu razredu. Vemo, da imamo tudi danes zelo sposobne dijake in pa tudi zelo nesposobne dijake. Ampak vsakega moramo naučiti slovenščino. Dajemo prednost vedno v pogledu v celoto, pred podrobnostmi, razumevanju vseh okoliščin, ki vplivajo na sodobna besedila, čim več prakse in čim manj teorije, vendar pa s trdnim znanjem teorije. Hkrati poskušamo nagovarjati tudi nekaj, na kar se je pa v zadnjem času morda preveč pozabljalo, da je jezikoslovje tudi znanost, da je tudi nekaj intelektualno zelo izzivalnega in da je ravno slovenščina glavna odskočna deska za dobro znanje vseh drugih jezikov. S tem bi jaz sklenil svoj že predolgi uvod in predal besedo naprej. Bi pa res povedal to popolnoma nekako, kar mi leži na srcu. Vesel sem, da je uspelo zastaviti koncept učbenikov na ta način in sam zelo verjamem, da smo na pravi poti. Hvala, dr. Kozmi Ahačiču. Jaz pa kar naprej vabim naslednjega govorca, dr. Davida Puca. Izvoli, David.
Ja, lep pozdrav. Tudi jaz vas lepo pozdravljam vse. Upam, da se slišimo, ker mi tukaj le javlja, da imam slabšo povezavo. A ne vem, Vse slišimo, David, vse je v redu. se slišimo? Ja, Vse je v redu? Aha, vse je v redu. meni precej prekinja. Dobro, v redu. Torej, če se mogoče navežem na to, kar je doktor Kozma Ahačič izpostavil, bi mogoče samo na kratko res preletel nekako tiste premisleke, no, ki so nas gnali v to, da smo se odločili, torej, da stopimo skupaj in ustvarimo novo učbeniško gradivo. Mogoče čisto ena taka praktična pedagoška izkušnja, ki jo imate verjetno tudi ostali, je bila ta, da se nekje na začetku gimnazijskega šolanja soočamo, no, s tem, da je nekje znanje knjižnega jezika pri dijakih slabo usvojeno, ne, torej iz osnovne šole. Zdaj, zakaj je tako, so verjetno obstajajo neki razlogi, ampak dejstvo je, da dobimo neko sliko, ki je terjala nek odgovor oziroma neko ukrepanje. Tako da smo šli potem pri tem učbeniku nekako s to idejo naprej, da dijakom morda manjka neko zavedanje, da je jezik pravzaprav nek sistem, ne, oziroma neka sistematična urejena celota, in da bi to pomenilo za dijake neko varnost, neko, torej, bi rekel, nek premik v smer, da se ta razpršenost znanja, ki jo morda prinesejo iz osnovne šole, nekako postavi v nek red, v neko celoto. To je bila prva, recimo, taka točka. Potem, kot je že bilo rečeno, matura iz slovenščine je v zadnjih letih torej naredila nek opazen premik. To se pravi, poudarek se je recimo od tega vrednotenja, ne vem, besedilnega razumevanja, recimo, ali pa opazovanja nekih jezikovnih pojavov, pretežno v funkciji recimo rabe, ne, v besedilu, premaknil vendarle tudi v poznavanje slovničnih struktur, upoznavanje pravopisnih pravil, pravorečnih pravil, njihovo, ne vem, analizo, seveda tudi tvorbo, ne. Preprosto povedano, torej na maturi se vendarle bolj preverja tudi poznavanje jezika kot sistema. In tudi to je bil en premislek, da je potrebno nekaj torej spremeniti. Predvsem pa smo izhajali iz neke predpostavke, da k boljši sporazumevalni zmožnosti dijakov, ki naj bi bila vendarle tudi cilj in je tudi cilj našega učbenika, da torej k temu bistveno prispeva tudi ozaveščanje, da je jezik neka struktura med seboj povezanih delov na različnih ravneh, ne. Torej, želeli smo si, da bi dijaki vedeli, kaj se učijo, ne, kaj je knjižni jezik, da je to neka zgradba, ki jo postopoma lahko gradimo, tako kot mogoče pri drugih predmetih. In če dam za eno ponazoritev tega, recimo, tudi sam imam doma torej otroke in ko vprašam svojo hčer, ki hodi v 8. razred, kje so pri slovenščini, ona nikoli ne ve natančno, kje je, ne. Torej, če pa vprašam, kje so pri biologiji, pa točno reče celica, ne, ali pa reče, ne vem, vzhodna Evropa, recimo, ne. Pri slovenščini je pa vedno tak občutek, da je vsega po malem oziroma da se stvari prekrivajo, da je nek kaos. Tako, zdaj pa, da ne bom preveč na suho torej predstavljal vsega skupaj, bi delil z vami torej tudi ekran in sicer bi samo trenutek. Takole, upam, da že vidite. Torej, pred nami je, a vidite tale ekran? Se vidi? Ja, ja. Skratka, tole je zdaj interaktivna različica, ki je dostopna tudi na spletni strani oziroma portalu učimte.com, kjer si tudi lahko to ogledate. Torej, tukaj je zdaj najprej vsebina, ne. Vsebina, kjer se lepo vidi, kaj nas je nekako vodilo
vodilo do, samo trenutek, nekaj pa mi zdaj tukaj ne deluje. Kje pa jaz zdaj tole izključim? Samo trenutek. Aha, se gre naprej, ja. Skratka, če se vrnem nazaj na prejšnjo stran. Takole, na začetku učbenika je najprej, kot je bilo rečeno, ponovitev jezikovne snovi. Se pravi, po vseh 4 nekako stebrih, ki jih potem peljemo naprej, oziroma jih bomo peljali naprej v vseh 4 letnikih. To se pravi slovnica, pravopis, besediloslovje in kratek pregled zgodovine slovenskega jezika. Torej, to so, recimo, prvih 45 strani v učbeniku je torej pregled tega, kar naj bi dijaki, recimo, ob začetku šolanja torej že poznali, po učnem načrtu že poznali. Dodana je seveda zgodovina, en tak kratek pregled, recimo en tak kratek sistematičen vstop v zgodovino slovenskega jezika. Tako da se pouk pravzaprav lahko začne morda torej s to ponovitvijo, ali pa je to lahko pri dijakih nekako neka stalna spremljevalka, torej da pogledajo neko pravilo, recimo, da ga imajo pri roki, torej da se nekako strne vse tisto znanje, ki bo nek temelj za torej gradnjo sistema naprej. Potem je že prvo poglavje. Torej prvo poglavje ima naslov Od jezika do besedila. Jaz se bom zdaj z vami na kratko sprehodil skozi to uvodno poglavje. Bi pa prej šel samo naprej na kazalo, tako upam zdaj, da vidite. Torej, tukaj imamo še drugo poglavje o slovenščini, ki je tudi nekakšen uvod pravzaprav, oziroma neke take, bi rekli, družbene, seveda zvrstne okoliščine, torej slovenščine. In potem tretje poglavje, ki je pa že slovnično poglavje prvega letnika, to je glasoslovje. Potem v drugem letniku bo to oblikoslovje in tako naprej. Skratka, če si predstavljate, v vsakem letniku bo eno poglavje iz pravopisa, potem eno poglavje bo slovnično ali pa morda 2, potem eno poglavje bo iz besediloslovja in eno poglavje bo iz zgodovine jezika. Torej, ti 4 stebri so neke ideja, da bi jih nekako peljali naprej. No, zdaj bi pa šli na to poglavje od jezika do besedila. Trenutek, tako se sprehodimo tukaj po kazalu. Torej, zakaj vam to zdaj prikazujem? Zato, da boste takole, da boste dobili eno predstavo, kako izgleda poglavje v našem učbeniku. Tako, torej vsako poglavje se začne s takim kratkim stripovskim uvodom, ki lahko služi kot motivacija. Potem pa, kot vidite tukaj na strani 49, je najprej en tak kratek uvod v samo temo, motivacijska vprašanja za pogovor z dijaki, seveda usklajena s temo, ki bo vsak hip sledila, in potem sledi besedilo. Torej, vedno izhajamo iz besedila. To nam je bila tudi nekako zaveza, da izhajamo iz besedila in naš cilj je tudi ustvariti besedilo. Se pravi, izhajamo iz besedila, ki je povezano s temo, torej z učno snovjo, in je predvsem kratko in obvladljivo. Torej, lahko računamo na to, da ga pri pouku res preberemo in se o njem pogovorimo. Tako, če grem naprej, po besedilu vedno sledi razdelek Razmislimo o besedilu, kjer se seveda pogovorimo z dijaki bodisi o besedilnem razumevanju, bodisi pa tudi že vpeljemo pojem, ki bo sledil zdaj v nadaljevanju kot tisti ključni pojem oziroma segment učne snovi. No in potem tukaj v rumenem okvirčku, vidite, imamo pa ta razdelek Pomnimo. To je pa tisto, kar naj bi dijaki
spoznali. Tisto, kar naj bi bilo ključno, bistveno. In potem sledi ponavadi, tako če je to mogoče, sledi še en tak miselni vzorec, kaj je jezik v tem primeru, torej nek sistematični, oziroma schematski, se opravičujem, prikaz teh bistvenih pojmov. Potem imamo v tem uvodnem poglavju podpoglavje besedni jezik, torej od pojma jezika pridemo do ločnice besedni pa nebesedni jezik in spet, kot vidite tukaj, potem imamo nek uvod in potem tale pomnimo. Bi pa zdaj pokazal morda na tem mestu tudi torej to interaktivno nadgradnjo. Tole, kot vidite, te zelene ikonice, tega vi v tiskani verziji učbenika seveda nimate, to je del i-variante, torej te interaktivne različice. In če zdaj recimo kliknemo na tole ikonico, se pokažejo različne naloge. Naprimer, tukaj govorimo o nekem splošnem jezikovnem okolju, pri tem uvodu recimo pa se dijaki srečajo, ne vem, tudi recimo z romščino in rešijo te naloge, ali pa kaj vse torej z jezikom lahko dosežemo, torej kako izrazimo vedenje o čem, čustva, doživljanje česa in tako naprej. Torej, ideja je, da bi že med razlago lahko z dijaki na hitro preverili njihovo razumevanje in njihovo, bomo rekli, tudi to tvorbeno plat. Tako, če grem zdaj naprej. Trenutek. Ja, zdaj mi pa... Aha. Takole, tukaj je potem, prehajamo recimo na pravila, torej besedni jezik sestavljen iz besed in pravil, se pravi slovničnih, pravorečnih, pravopisnih, in imamo tukaj potem spet pomnimo kot tisto bistveno. Izpostavil bi tudi povezave na spletne strani, največkrat je to Fran ali pa kaj drugega, skratka, kot vidite, to je interaktivna ikona, ki nas pripelje potem na Fran, kjer lahko preverimo še recimo kakšne druge primere. Spet imamo tukaj, kot vidite, tudi nalogice. Recimo tu se pogovarjamo konkretno o pravilih, torej kaj so pravila, kaj je pravopis, kaj je pravorečje, kaj je slovnica, in imamo recimo nekaj takih nalogic hitrih, recimo da z dijaki utrdimo zavedanje o pravilih. Recimo tukaj imate potem tudi rešitve, da lahko preverimo vedno, naprimer še ena taka podobna naloga, pa recimo, ne vem, poglejmo eno, tale je pravorečna, torej kako pravorečno ustrezno izgovorimo podčrtane besede, torej gre za recimo, ne vem, enako pisnice ali kaj podobnega, kjer je seveda problem pravorečno, torej pravilno ustrezno izgovoriti besedo. Tako, to se mi zdi zelo ena nadgradnja pravzaprav oziroma sprotna preverba tega, kar se učimo. Potem je tukaj nebesedni jezik. Poudarek smo dali tudi sodobnim prvinam nebesednega jezika, emotikonom, emojijem recimo, to je nekaj, s čimer se dijaki dnevno srečujejo, ne samo dijaki, tudi mi seveda in tudi o tem razmišljamo v tem poglavju. Takole, še tale miselni vzorec. Potem pa pridemo do tega, kar je morda neka bistvena, ni ravno novost seveda, ampak mogoče to, da postavimo to v neko središče, se pravi, da nekoliko prikličemo ta pojem jezikovnih ravnin, ki omogočijo potem nek okvir, znotraj katerega bodo dijaki usvajali knjižni jezik. In tukaj na čisto preprostem besedilcu, recimo o Slovenski potici, prikažemo, kako lahko pravzaprav opazujemo jezik, torej ga analiziramo na ravni različnih jezikovnih ravnin, se pravi glasoslovje, besedoslovje in tako naprej, nekaj praktičnih primerov. Jaz mislim, da če bomo z dijaki na ta način vstopali v besedila, se pravi v neke praktične pojavitve, v neke uresničitve, kako bi rekli, z nekim ogrodjem, z neko shemo,
potem mislim, da bi moralo nam uspeti, da bodo dijaki znali jezikovno besedila, torej analizirati, jih razumeti, in jaz verjamem, da tudi tvoriti, če bodo to strukturo nekako ponotranili, ne, da se bo to odrazilo tudi v sporazumevalni zmožnosti. No in potem je še razlaga teh jezikovnih ravnin, upam, da nisem že predolg, še sledi ena taka, za konec pravzaprav tega podpoglavja, še eno kratko besedilce in primer nalogic, recimo, torej na vseh ravninah, potem še kaj je besedilo, torej prehajamo na besedilo, na pojem besedila, kjer ob nekem sporočilu, ki ni ravno, ne ustreza kriterijem besedilnosti, poskušamo z dijaki postaviti kriterije besedilnosti in potem že omenjen tudi ta razdelek ob koncu vsakega poglavja, pogled v znanost. Tukaj konkretno, ker gre za začetno poglavje, je to na kratko pojasnimo, kaj je jezikoslovje, primerjalno, splošno, teoretično, strukturalno morda omenimo in kdo so ključni jezikoslovci preteklega obdobja. Tako, to je uvodno poglavje, nekako ogrevanje pravzaprav pred vstopom potem v nadaljnje snovi in pa po vsakem poglavju so seveda vaje, to je tisti del, torej, ki je ločen, kot vidite, torej ne gre za delovni zvezek v tem smislu, samostojni delovni zvezek, ampak gre za učbenik z dodanimi vajami. Torej, vaje so posebej in kar se mi zdi tudi pomembno izpostaviti, je to, da so te vaje, da se gradijo pravzaprav tako, kot se gradi snov. Torej, to pomeni, da lahko neko snov obravnavamo, en del snovi in potem točno na isti premici, kako bi, ne, po istem zaporedju so tudi vaje, ne. Torej, lahko vajo res prilagodimo točno tisti snovi, ki jo učimo. Tako, velika prednost in pridobitev je te interaktivne različice tudi ta, da lahko vaje zdaj tudi preverimo, se pravi rešitve. Vidite, torej imamo to možnost, da sproti preverjamo. Tako, vaje tudi so po posameznih podtemah, recimo poglavja, strukturirane. To so pravila, recimo, ne vem, pravorečje, ne, oziroma zapis težjih glasov, u, v, predlogi, s, z, k, h, velika začetnica, slovnične napake, torej kršenje slovničnih pravil, nebesedni jezik, jezikovne ravnine in pa kaj je besedilo za konec še utrditev tega. Tako, jaz bi mogoče tukaj kar zaključil, upam, da nisem bil predolg in upam, da mi je uspelo vsaj malo vam približati tale učbenik in vas seveda tudi navdušiti, da bi morda razmislili o tem, da bi torej tudi sami začutili oziroma da bi se počutili nagovorjene, da morda ta učbenik tudi uporabite pri svojem pouku. Tako, hvala lepa, če pa kakšno vprašanje še potem, pa bom z veseljem odgovoril. Ja. Hvala. David, hvala ti. Zdaj pa še zadnja naša predavateljica, doktor Irena Krapš-Vodopivec. Izvoli, Irena. Ja, lepo pozdravljeni, hvala lepa, Aleksandra. Torej, jaz sem se odločila, da v teh nekaj minutah predstavim pa malce drugačno poglavje, in sicer poglavje z drugega dela učbenika, Moč jezika, torej poglavje o zgodovini slovenskega jezika. Bom z vami delila prosojnice, torej kar na prosojnicah sem tole se odločila predstaviti, upam, da se vidi vse. Se vidi, ok. To se pravi, tudi sama grem skozi podobno pot, kot sta moja predhodnika jo prehodila oziroma povedala o učbeniku, in sicer torej spraševala sem se o vsebinski in konceptualni zasnovi učbenika, torej Moč jezika, in sicer jo bom predstavila ob poglavju torej o zgodovini slovenskega jezika. In sicer zakaj sem se odločila za to poglavje?
ker se kot profesorica slovenščine v srednji šoli ob obilici snovi in premalo urah pogosto sprašujem, kaj zlasti od predzgodovine in predknjižnega razdobja obravnavati pri pouku in kako podrobno. Glede obdobij knjižnega jezika je verjetno vseeno manj dilem. Drugi razlog, ker je zgodovina jezika absolutno seveda pomembna, s čimer v predstavljenem gradivu avtorji poglavje tudi začenjamo. Tretjič, ker poglavje vsebuje najnovejše ugotovitve strokovnjakov o obravnavanih temah. In ne nazadnje, ker to uvodno spraševanje, torej kaj obravnavati in kako podrobno obravnavati jezikovno snov, v resnici nakazuje naš koncept oziroma koncept novega učbenika. Torej, v teh nekaj minutah bi preletela z vami poglavje o zgodovini in sicer najprej pač koncept, ki ga je sicer David že tudi predstavil, pa vendar velja še enkrat iti skozi in pa potem seveda tudi vsebinsko na kratko. To se pravi, koncept našega gradiva torej sledi misli jasno, da mora biti temeljno znanje ločeno od poglobitev, zato ima seveda neko tekoče osrednje besedilo, že v bistvu poudarjene krepke dele, ki so bistveni, še bolj pa je seveda izpostavljeno tisto, kar je najpomembnejše oziroma kar naj bi si dijaki najbolj zapomnili, v okvirčku pomnimo. Nadalje je seveda osrednje besedilo dopolnjeno z ikonicami, ki nas usmerjajo, torej nas kot profesorje in seveda tudi dijake, k rabi najprej seveda jezikovnih priročnikov. To je seveda najbolj aktualno v i-različici učbenika, pa tudi sicer se nas opozarja, da jezika brez uporabe jezikovnih priročnikov v resnici ne moremo zares spoznati. Usmerja nas seveda, ikonice nas usmerjajo tudi k drugim poglavjem oziroma podpoglavjem, naprimer tukaj k poglavju o slovenščini, čeprav govorimo o zgodovini jezika, je seveda treba povezati poglavje s poglavjem o slovenščini, zlasti v zvezi torej z razvojem narečij, kjer so v tem poglavju o slovenščini mimogrede tudi predstavljene najnovejše ugotovitve o delitvi slovenskega jezika na socialne zvrsti v širšem smislu. Usmerjajo nas te ikonice torej tudi k poslušanju recimo posnetih besedil v i-različici, k dodatnim vajam v i-različici, kar je David tudi že predstavil. Osrednje besedilo je vedno tudi v tem poglavju o zgodovini, seveda, kjer je le mogoče dopolnjeno s schematičnimi prikazi snovi, to se pravi za lažjo predstavo, za boljše razumevanje, z novimi besedili, oziroma se opravičujem, z novimi zemljevidi, z novim slikovnim gradivom, v poglavju o zgodovini tudi z novimi prepisi starejših besedil. Nenazadnje, kot smo že povedali, so osrednje besedilo dopolnjeno tudi z okvirčkom, morda te bo zanimalo podrobneje, oziroma z okvirčkom zanimivost. Tukaj gre seveda za to, da je že oblikovanost nakazuje, torej, prosim. Prosti, sam da te zmotim, ker ta glavni zaslon ima še vedno prvi slajd, tako da mogoče nekaj ti ne dela, da bi se pomikala dol po slajdih. Zdaj imaš sigurno že drug tale. Ampak meni dela. Mi še vedno vidimo prvega. Ti si pa sigurno zdaj že pri 3., 4., 5. Ja, seveda. Ja, tako da nekaj moraš spremeniti. Izklopiti moraš deljenje zaslona, vklopiti PowerPoint in šele potem deliti zaslon, ali pa enostavno ne pognati. Ne, pa sploh ven. Zdaj sem poskusila še enkrat. Še enkrat pet noter. Ja, a zdaj se vidi? Prvi, zdaj pa pet dol. Če klikneš na drugega, zdaj pa v redu. Klikati moraš, ja, zdaj pa v redu. A moram tako, a pustim na tak način, da se bo na takole? Ja, kar v redu. Takole. Okay. Se pravi, če grem potem samo še enkrat, da vidite, kaj sem pač želela pokazati. To se pravi, da je osrednje besedilo, ima v bistvu poudarjene dele, ki zaznamujejo bistveno. Sem želela vam pokazati pa tale okvirček pomnimo, kjer je v bistvu tisto, kar naj bi si dijaki zapomnili, kot je bilo že povedano.
Potem imamo v bistvu ikonice, ki nas pač, bomo rekli, opozarjajo na to, da je potrebno uporabljati jezikovni priročnik, da je treba pač povezovati obravnavano snov tudi z drugimi podpoglavji oziroma drugimi poglavji oziroma celo s poglavjem o književnosti in nenazadnje seveda s pogledom v znanost, kar bom potem na koncu pokazala. Omenila sem torej, da je osrednje besedilo, če rečem pogovorno, razbito, seveda, kjer je le mogoče z shematičnimi prikazi, pa potem seveda z novimi zemljevidi v poglavju o zgodovini, seveda z novimi prepisi besedil. Najpomembneje je pa seveda to, da je oblikovno ločeno, to, kar večkrat smo danes že poudarili, kaj je osnovno in kaj je potem nadgradnja, in sicer imamo okvirčka, morda te bo zanimalo podrobneje, in pa okvirček zanimivost. Na koncu vsakega poglavja so seveda vaje v izhodiščnem besedilu, kot je bilo že povedano, to se pravi, gre seveda še vedno, kot je bilo že rečeno, za izbesedilni pouk oziroma trudimo se pač z nekimi obvladljivimi kratkimi besedili v bistvu ohranjati ta pristop. Dodatne vaje, ki jih je David pokazal, torej v i-različici, so seveda absolutno ne samo plus. Na koncu je pa seveda vsakega poglavja, tudi poglavja o zgodovini, pogled v znanost. Tukaj gre seveda za podrobnejše informacije, za zanimivosti. Tale razdelek naj bi bil namenjen vedoželjnejšim dijakom, pa tudi seveda temu, kar je pa že Kozma povedal, da se utrjuje spoznanje, da je jezikoslovje znanost in da je ta znanost lahko seveda tudi zanimiva in zabavna. Če grem zdaj še vsebinsko na hitro skozi to 6. poglavje v drugem delu učbenika. To poglavje je členjeno seveda na več podpoglavij, ki zajemajo obdobje predzgodovine in predknjižnega jezika, in sicer od izhodiščnega vprašanja, torej zakaj je zgodovina pomembna preko vseh faz razvoja, do seveda prvega obdobja slovenskega knjižnega jezika v protestantizmu in s pogledom v znanost in vajami na koncu. Kot je tudi David že pokazal, seveda se tudi to poglavje začenja s stripom, ki naj bi bil neka uvodna motivacija. V našem primeru, torej v primeru poglavja o zgodovini, gre za odlomek iz knjižice Reformatorji v stripu. Nadaljuje se seveda ta uvodna, bom rekla, motivacija torej z nekim tem uvodnim vprašanjem, zakaj je zgodovina pomembna, kar je tudi, bom rekla, del našega koncepta, da se nekako ves čas sprašujemo. Tukaj naj bi se vzpostavila debata, ki jo lahko poglobimo na naslednji strani, kjer imamo torej to že omenjeno krajše besedilce in ob njem vprašanja. Na naslednji strani je shematičen prikaz razvoja slovenskega jezika v predzgodovini in predknjižnem obdobju, ki se ga potem v naslednjih poglavjih poglablja kot neka napoved snovi in spet kot v bistvu tale shematični prikaz, ki naj bi bil dopolnitev in tudi neka pomoč temu osrednjemu besedilu. Torej prvo podpoglavje v poglavju o zgodovini v tem drugem delu učbenika je namenjeno praindoevropščini. Popelje nas v čas 3. tisočletja pred Kristusom, vsebuje najnovejšo delitev, to je pomembno, indoevropske jezikovne družine na dve skupini. Vsebuje tabelo, kot vidite, s konkretnim pojasnilom, kaj pomeni rekonstruirati jezik. Opremljeno je to poglavje oziroma podpoglavje z novimi zemljevidi, torej z novim zemljevidom, torej spet namenjen lažji predstavi. Na ta zemljevid so umeščene seveda tudi vse ostale jezikovne družine. Ves čas pač se trudimo, oziroma je učbenik je zastavljen torej tako, da je res osrednje besedilo razbito z shematičnimi prikazi, zemljevidi in seveda s tem okvirčki, kot je recimo pomnimo, ki nas opozorijo, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno. Tudi v nadaljevanju so seveda ves čas prisotni zemljevidi, okvirčki, shemice, kot sem že rekla. Gre za to, da smo recimo to naslednje oziroma nadaljevanje je nekoliko natančneje razčlenjeno, tale razvoj, torej od praslovanščine preko praslovanščine v vzhodnih Alpah
alpske slovanščine do zgodnje slovenščine v brižinskih spomenikih in drugih rokopisih. In sicer zato, da bi nekako pokazali, da se jezik v resnici ne rodi, ampak da se rojeva. No, v nadaljevanju imamo pač podpoglavje o praslovanščini. Tudi praslovanščino učbenik postavi na časovni in geografski zemljevid v preteklosti, spet imamo nov zemljevid. Pomembno je, da imamo recimo tale okvirček, morda te bo zanimalo podrobneje, kjer so pač predstavljene glasovne značilnosti praslovanščine, pri čemer, kot rečeno, je to seveda nadgradnja. Sledi seveda podrobnejše pojasnilo oziroma razlaga pač stikov praslovanščine z drugimi jeziki, vplivov drugih jezikov nanje. Pomembno pač kažem to, ker gre spet za nove zemljevide. In na koncu recimo zanimivost kot spet nadgradnja oziroma možnost na izbiro, ali govorimo recimo o srbo-hrvaškem jeziku, hrvaškem ali srbskem jeziku. No, preko poglavja oziroma sledi poglavje o praslovanščini v vzhodnih Alpah, in dokazi za to seveda, da so ob prihodu še vedno govorili praslovanski jezik, kar je spet podprto z zemljevidi, z zanimivostmi zraven. Preko poglavja o alpski slovenščini iz 9. in 10. stoletja, ki je v resnici predstavljena zgolj kot ta faza oddaljevanja od praslovanščine v smeri razvoja zgodnje slovenščine, pridemo do brižinskih spomenikov. To poglavje se začne z ugotovitvijo, da takrat že govorimo o zgodnji slovenščini in seveda z vsemi temeljnimi podatki, ugotovitvami o brižinskih spomenikih, se pravi o času, kraju nastanka, o tem, kje se hranijo. Dodane so seveda originalne fotografije oziroma fotografije izvirnih besedil. Ves čas so zraven okvirčki, morda te bo zanimalo podrobneje, recimo o jezikovnih značilnostih brižinskih spomenikov, kar je seveda nadgradnja, ves čas poudarjam. Sledijo seveda, mogoče še to, da pri brižinskih spomenikih smo res izhajali iz tega, da je eksplicitno izpostavljen pač jezikovni pomen brižinskih spomenikov za nadaljnji razvoj slovenskega jezika, mogoče bolj kot pa verski in kulturni, kot je to običajno, tudi ko pri književnosti recimo brižinske spomenike omenjamo. No, sledi še podpoglavje o drugih slovenskih srednjeveških rokopisnih spomenikih, v katerem ohranjamo enak koncept, to se pravi, vsak rokopis je umeščen v zgodovinski zemljevid, časovno-prostorsko, predstavljene so njegove temeljne značilnosti, opozarja se na povezavo zlasti zaradi razvoja narečij, tudi seveda na poglavje o slovenščini. Imamo seveda izvirne oziroma fotografije izvirnih besedil, novi prepisi teh originalnih besedil in tako naprej. Pri vsakem od besedil še to imamo kot nadgradnjo seveda te jezikovne značilnosti rokopisov. No, na koncu oziroma tik preden pridemo do poglavja torej začetku knjižnega jezika, imamo poglavje o stari cerkveni slovanščini, povezavi te z slovenščino in seveda nekaj zanimivosti, na primer Oče naš v glagolici, cirilici in prepis v latinico. No, in na koncu tega prvega poglavja o zgodovini, torej v prvem letniku, pridemo seveda do prvega obdobja slovenskega knjižnega jezika, torej do protestantizma, kjer bi mogoče najbolj izpostavila, da gre torej za nove prepise starejših besedil in pa to, kar bi vam rada pokazala s temi ikonicami v i-različici, torej ta možnost, da slišimo. Bom prenehala deliti tale zaslon in bom delila tale drug zaslon. Sekundo. Se vidi? Da slišite v bistvu še primer, kako to izgleda v i-različici. Se sliši? Ne? Kaj bi pa morala narediti, da se bi to slišalo tudi z vam? Mogoče moraš deliti, čak.
deliti zvok. Ja, Deliti zvok. Morala pustiti, ja. Kaj če na te 3 pikce ob strani še kaj klikneš, probaš klikati? Sem poskusila, ampak je samo hitrost predvajanja. Škoda. Da še zmeraj nič ne sliši. Mogoče lahko poskusiš, David, ti deliti, da bi se, ali ti ne bo tudi gospa nam svetuje, da preden delimo, moramo še dovoliti deljenje zvoka, preden deliš ta zaslon. Sam zdaj pa ne vem, če te posebej vprašam. Nič me ni vprašalo, saj zato. Ti kar končaj, jaz bom pa probala ta posnetek dobiti z računalnika, ki ga bom potem delila na koncu, prav? Prav, bom jaz tole prekinila, zdaj pa bom šla do konca še tole, ja, pa bomo poskusili. Ja, se opravičujem, sam se moram, ja, evo. Takole, ja, torej, tu sem ostala, da imamo možnost torej ta besedila tudi poslušati, upam, da jih bomo slišali, se opravičujem, ampak resnično ne vem, kako to vzpostaviti. Novost oziroma zanimivost je seveda tudi, da imamo v tem poglavju razlago različnega zapisovanja glasov, recimo med protestanti, kar je spet ločeno kot nadgradnja, morda te bo zanimalo podrobneje. Na koncu pomembna knjižna dela v sliki in besedi in tako pridemo, kar se vsebinskega dela tiče, do konca poglavja. Na koncu so seveda vaje, in sicer ob besedilu, torej kot ena kratka, bomo rekli, delna razčlemba neumetnostnega besedila, kjer se predvsem preverja pač poznavanje snovi, ki smo jo osvojili v tem poglavju, in seveda tale naš pogled v znanost, v katerem so res predstavljene teme, ki jih pač pri rednih urah ne obravnavamo ali pa jih nimamo časa obravnavati, so pa lahko izziv za marsikaterega dijaka, lahko tudi nam pomagajo osvetliti marsikatero vprašanje, ki se ob predavanju oziroma ob obravnavani snovi pojavljajo. No, in čisto na koncu seveda tudi še vaje za utrjevanje spet snovi, ki smo jo ravnokar obdelali. Tako, jaz bi zaključila in sicer še enkrat, torej, da učbeniško gradivo prinaša res najnovejša spoznanja o obravnavanih temah. Jaz sem čisto na hitro šla skozi, ampak imamo res cel kup novosti, od zemljevidov do novih delitev, prepisov, besedil, posnetkov. Omogoča seveda pregled obravnavanih tem tudi v zgodovini po fazah, lahko obravnavamo na kratko, lahko obravnavamo poglobljeno, odvisno, kako se odločimo in koliko časa si vzamemo za določeno stvar. S poglobitvijo in zanimivostmi res poudarja, vsaj po moji presoji, da je jezikoslovje znanost in da je ta znanost lahko tudi zabavna, zlasti s temi okvirčki, morda te bo zanimalo podrobneje, zanimivostmi, pogledom v znanost. In ne nazadnje, seveda, če zaključim s tem poglavjem, ki sem ga pač predstavila, opominja seveda, da je zgodovina jezika za vsakega posameznika in za narod pomembna in da je o tem seveda se treba pogovarjati, ker to predstavlja ključ do razumevanja sebe in naroda. Tako, hvala lepa za pozornost in se opravičujem, ker resnično ne vem, kako vzpostaviti tole, da bi vam delila tale zvok. A je mogoče se uspelo kaj rešiti, Aleksandra? Mogoče se lahko jaz vključim tule, pa če Irena nehaš deliti, ja, bom jaz delil zvok, pa še komentiral. Gre za to, da nimamo zgolj posnetka nekega branja protestantskega besedila, ampak smo skušali rekonstruirati jezik, kot je zvenel v tistem času. Zdaj pa, če bo meni uspelo, bom zelo vesel, vi pa
prisluhnite. Se sliši? Kozma, ne sliši se. Okay. Jaz nisem še nikoli imela te situacije, no, da bi iz nekega interaktivnega gradiva Gladkih, poskusila visokih, deliti. Kunštnih, novih ali neznanih besed iskali. Temuč te gmajske, krajinske, preproste besede, kateri vsaki dobri preprosti Slovenec lahko more zastopiti. Zakaj ta muč svetega evangelija in o naše izveličane ne stoji v lepih ofrtnih besedah? Temuč tim duhej, ti resnici, ti pravi veri in ovenim svetim kršanskim lebno. Ta evangelij svetega Matevža. Mi imamo pak tukaj 3 reči vam povedati. Na prvo, kadar ta slovenski jezik se posod glih in oveni viži ne govori. Drugači govore z dostimi besedami krajnci, drugači Korošci, drugači Štajeri in Odolenci, Trbezjaki, drugači Krašovci in Istrijani, drugači Krovati. Ob tu smo mi le tu naše delu ta kranjski jezik hoteli postaviti, zadosti reči volo, ner več pak, ker se nam zdi, da ta tih drugih dežel ljudi tudi mogel zastopiti. In mi ne smo vletimo našemu obračunu, ali tolmačevanju lepih, gladkih, visokih, kunštnih, novih ali neznanih besed iskali. Temuč te gmajske, krajinske, preproste besede, kateri vsaki dobri preprosti Slovenec lahko more zastopiti. Zakaj ta muč svetega evangelija in o naše izveličane ne stoji v lepih ofrtnih besedah? Temuč tim duhej, ti resnici, ti pravi veri in ovenim svetim kršanskim lebno. Hvala, Kozma. Jaz sem sicer prišla do posnetka, ampak mi pa ni uspel ga tudi praviti, da bi ga delila. A zdaj se je slišalo? Okay. Ja, odlično. Je slišalo, ja. Ja. Irena, a ti boš še kaj, jaz sem zdaj malo ven padla, ker sem iskala posnetek, a boš še kaj imaš za zaključiti ali bom predala besedo? Kar izvoli. Ok, dober. Jaz se res najlepše zahvaljujem vsem predavateljem danes. V bistvu mi smo vmes dobili eno opombo oziroma mogoče bi razvili pogovor na to temo in sicer verjetno ste tudi že lahko prebrali. Bom jaz in sicer opozarja gospa profesorica o neenakosti učencev z znanjem jezika, ko pridejo iz osnovne šole in da dejansko tudi, ko pridejo iz različnih osnovnih šol, je tudi znanje različno, ne? Tako da to sta Kozma pa David v začetku omenila o tem predznanju, da je slabo, mogoče se vidva navežeta in kaj komentirata. Mogoče lahko tu povem, kar jaz, ja, dejansko je predznanje zelo različno. Tudi zato je učbenik zastavljen na ta način, da se ga na začetku poenoti. Skratka, da lahko na začetku namenimo 2 do 3 ure temu, da ponovimo slovnico kot celoto. Morda se nam zdi to nekaj nemogočega, ampak z načinom, kot ga omogoča ta učbenik, je to možno. S tem, kar ponuja
učbenik v kombinaciji s Frančkom pa še zlasti. Mogoče bi komentiral še vprašanje Janje Majcen, ki izraža svojo zadržanost do e-učbenikov. Ja, seveda, nekateri učitelji radi uporabljajo e-učbenike, drugi ne. Bistven učbenik je ta, torej v čisto normalni natisnjeni obliki. Seveda pa so te zvočni posnetki lahko zanimiva popestritev pouka. Ne pa seveda, da bi bil tak e-učbenik edina osnova pouka, v to tudi sam ne verjamem, na primer. A lahko mogoče samo eno stvar še jaz glede, David, lahko skočim, ker učbenik tale zdaj v prvem letniku s svojimi dijaki tudi uporabljam. In glede tega predznanja oziroma ponovitve snovi, jaz moram reči, da smo zdaj s prvimi letniki v bistvu nekako tam do konca novembra res na počasi, ampak prišli skozi to ponovitev jezikovne snovi. Mogoče boste se ustrašili, a ne toliko časa, ampak v resnici smo s tem naredili zelo, zelo veliko. In se je pač pokazalo mogoče tudi to, da kar je pač gospa omenila, da nekateri prihajajo iz osnovnih šol, kjer je predznanje zelo dobro, nekateri pa iz osnovnih šol, kjer je recimo slabše ali pa manj strukturirano, kakorkoli. Zdaj smo pa nekako, bom rekla, vsi začenjamo zdaj nova poglavja približno uravnoteženo. Se pravi, ta začetna ponovitev je meni bila zdaj odlična, in se je pokazala kot nekaj zelo uporabnega, čisto iz prakse. Hvala lepa, ja. Izvoli, David. Ja, no, saj pravzaprav nimam kaj posebnega, ne. Mislim, da smo se ravno zaradi tega opažanja, ki ga tudi mi torej vidimo, odločili, da bomo začeli učbenik s to ponovitvijo snovi. In jaz sicer učbenika še ne uporabljam, ker nimam letos prvih letnikov, bom pa naslednje leto jih imel po vsej verjetnosti in si predstavljam, ja, da bi na začetku seveda dali nek čas torej temu, da se na nek skupni imenovalec, seveda ne vsega, vse ne bo naenkrat, ampak vsaj da ta sistem, to strukturo, to zavedanje, kaj je skladnja, kaj je oblikoslovje, kaj je fonetika, da s tem štartamo. Se mi pa zdi, da bo treba verjetno da tudi rekonstruirati malo to našo interno učiteljsko prakso, mogoče to delitev, književnost, jezik, da bo treba biti tukaj mogoče bolj dosleden, vendarle tudi v korist jezika. Se mi zdi, da bo potrebno to, ker če ne, vse te stvari se prepletajo, jasno, ampak mislim, da bomo morali nameniti jeziku ure, ki mu pripadajo, in če bomo to storili, mislim, da mora biti učinek. Jaz mislim, da bo. Je pa res, čas ni naklonjen, mislim, torej raba jezika ali pa stik s knjižno slovenščino je mogoče zdaj res nekako od mladih najbolj, torej imajo ta stik nekako najbolj, kako naj rečem, oddaljeni so od knjižne slovenščine, čeprav več govorijo, več pišejo celo, kot smo mogoče mi, in bo to poseben izziv. Ampak jaz verjamem, da s takim učbenikom, ki je napisan tudi vizualno, recimo, zanimiv, privlačen, in s tem, da pač damo en okvir, da je to potem neka varnost in mogoče je to pot, da se kaj premakne. Hvala. Hvala, David, tudi za tvoj komentar. Za enkrat novih vprašanj oziroma opomb, komentarjev nimamo, tako da jaz bi mogoče se zdaj počasi približala k našemu koncu našega druženja
In sicer morda še bi vas obvestila, da prvi del novega učbenika Moč jezika ste prejeli, in kolikor pa želite, da prejmete še drugi del, nam pa pišite na učbenikki@mladinska-knjiga.si in vas bodo naši svetovalci na terenu obiskali še z drugim delom učbenika. Z avtorji pa seveda že pripravljamo nadaljevanje, in sicer drugi letniki, vam ga bomo pa tudi lahko predstavili že kmalu, in sicer v začetku februarja. Tako da nas spremljajte in nas kontaktirajte in z veseljem bomo delili vse informacije z vami. Jaz se vam še enkrat najlepše zahvaljujem za vašo pozornost, da ste se udeležili našega srečanja današnjega in seveda vse dobro v prihajajočem novem letu, uspešno z dijaki v šoli in vse lepo in lep večer še naprej.